Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na predstavitvi monografije posvečene stoletnici Univerze v Ljubljani. To pomembno delo, ki zajema celovit pregled stoletne zgodovine Slovenske univerze, bodo predstavili njeni avtorji. Rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Igor Papič, profesor dr. Božo Rebe in profesor dr. Mladen Dolar, oba prihajata z Filozofskega fakultete. To, da smo danes zbrani v prostoru Narodne univerzitetne knjižnice, ni naključje. Da je temu res tako, nam bo uvodoma povedal naš gostitelj, ravnatelj Narodne univerzitetne knjižnice, gospod Viljan Deban. Hvala lepa. Spoštovani rektor, spoštovani profesori, dragi gostje. Vesel sem, da vas lahko pozdravim kot ravnatelj Narodne univerzitetne knjižnice in vam čestitam po pomembnem jubileju in ob izdaji tako izvrstne publikacije, ki Ljubljansko univerzo predstavlja v širšem družbenem in zgodovinskem kontekstu. Zgodba naše knjižnice je življenje univerze nezdružljivo povezana vse od njene ustanovitve leta 1919. Še istega leta je prevzela funkcije osrednje univerzitetne knjižnice in kljub nemogočim prostorskim razmeram to nalogo opravljala vse do izgradnje stavbe, v kateri se nahajamo danes. Po vojni, ko je Univerzitetna biblioteka v Ljubljani nazadnje postala Narodna in univerzitetna knjižnica, je vrsto let gostila številne profesorje in seminarje Filozofske fakultete, ki je imela svoje prostore v hiši, kot tudi nepreštevne množice študentov, ki še danes tu iščejo literaturo, znanje in navdih. Ne pretiravamo, če rečemo, da je prav ustanovitev Ljubljanske univerze leta 1919 bistveno pripomogla k izgradnji Plečnikove knjižnične palače. Združitvijo stare licejke in nastajajoče univerzitetne knjižnice, brez katere si sodobne univerze seveda ne moremo predstavljati, so se dolgoletna prizadevanja knjižničarjev prvič zazdela uresničljiva. Nenazadnje so bili prav študenti, pa tudi profesori Ljubljanske univerze tisti, ki so z neutrudnimi demonstracijami in pozivi pokazali, kako močno jo potrebujemo in nenazadnje prevesili jeziček v prid izgradnje. Z nekoliko domišljije pa lahko zgodbo univerze in knjižnice prepletemo še nekoliko tesneje. V spominski knjigi, v katero že več kot 150 let opisujemo znamenite goste in obiskovalce, najdemo zaznamek, ki priča, da sta dne 6. avgusta 1919 knjižnico obiskala brata Janez in Jože Plečnik. Namen njunega prihoda ni znan. Starejši Jože, ki je takrat živel in delal v Pragi, je bil očitno na krajšem obisku v Ljubljani, kjer se je njegov mlajši brat Janez pripravljal na novo službo. 31. avgusta 1919 je bil namreč skupaj s 17 drugimi profesorji imenovan prvo generacijo profesorjev Ljubljanske univerze. Ne vemo, ali je bil to arhitektov prvi obisk naše knjižnice. Zagotovo vemo le, da seveda ni bil zadnji. Ali majhen korak domišljije je potreben, da si predstavljamo, da je prav ob tem obisku knjižnice Jože Plečnik sklenil, da Ljubljana, njegove sodobne Atene, nujno potrebuje tudi sodobno knjižnico. Svojevrstna ironija je, da se tudi 100 let kasneje soočamo s podobnimi izzivi in skoraj enako situacijo kot naši pionirski predhodniki. A kot smo videli, je včasih dovolj, da se pravi ljudje znajdejo na pravem mestu po pravem času. Nekako tako, kot smo se zbrali danes. Dobrodošli torej in čestitke še za en izjemen prispevek k zakladnici slovenskega znanja. Čestitke. Hvala. Najlepša hvala za uvodne besede. Res je ključno, da se pravi ljudje znajdejo na pravem mestu ob pravem času. Če do tega v preteklosti prišlo, se lahko samo vprašamo, kaj bi se zgodilo z idejo o ustanovitvi prve slovenske univerze. Danes je uspešna,
mednarodno prepoznana in največja visokošolska ter znanstveno-raziskovalna ustanova v državi. Besedo zato predajam rektorju Univerze v Ljubljani, profesorju dr. Igorju Paviču. Hvala lepa, moram ostati, jaz tudi. Lepa, po želji. Ja, zaradi snemanja je bolj. Torej, spoštovani gospod ravnatelj, najprej seveda hvala za čestitke ob našem jubileju. Spoštovane kolegice, kolegi, novinarke in novinarji, veliko veselje mi je, da nadaljujemo z dogodki o praznovanju naših pomembnih obletnic, ne samo 100-letnice, ampak tudi 400-letnice visokošolskega izobraževanja. Jaz bi mogoče sebe malo težko dejansko štel za avtorja, soavtorja te knjige. Mislim, da je glavni poudarek seveda na zgodovini, monografiji o zgodovini Univerze v Ljubljani. Profesor Repe je seveda opravil tukaj pomembno delo in pa seveda izredno pomemben tudi ta filozofski pogled glede našega delovanja v preteklosti. Moja naloga je bila pa seveda malo pogled v prihodnost oziroma kako vidim razvoj Univerze v Ljubljani v tem naslednjem stoletju. Dejansko smo tudi pri obeležitvi teh dogodkov nekako izhajali iz tega, da do vrhunca, to je bilo v decembru, se mogoče precej oziramo tudi nazaj, govorimo o tradiciji, ampak v tem drugem delu, se pravi v prvi polovici leta 2020, se bomo pa tudi večkrat ozrli v prihodnost naprej, kaj nas čaka, kam gremo, kakšen je položaj Univerze v Ljubljani, ne samo znotraj nacionalnih okvirjev, ampak seveda tudi globalno. Pri tem pregledu bi mogoče izpostavil nekaj stvari, ki so tudi nekako navedene v tem mojem delu, krajšem delu znotraj same monografije. Začel bi najprej z mlado generacijo. Seveda, če govorimo o mladih, so najbolj mladi študentje. Tukaj se lahko začne razprava o tem, kakšna bo vloga študentov v prihodnosti oziroma sploh študija. Danes nasplošno velja, da se študira, ko smo mladi, potem postanemo alumni in seveda poskušamo nekako ohranjati stik z našo univerzo. Napovedi so seveda take, kljub temu, da to vseživljenjsko učenje, nekako ustaljen termin, se mi zdi, da to še ne živi v pravi meri in napovedi so, da v naslednjih desetletjih bomo dejansko študenti s celo življenje in bomo prisotni na univerzi praktično celotno svojo kariero. Nekateri se mogoče sploh ne zavedamo, da počnemo to že danes. Recimo tudi, če vsak pogleda pri sebi, kako se je izobraževal, kaj se je naučil v času študija in kaj je danes, pa lahko govorimo o različnih poklicih, vidimo, da se to znanje dopolnjuje in brez permanentnega izobraževanja seveda težko govorimo o tako imenovanju vseživljenjskem učenju. Prav to je prva percepcija. Potem bi želel omeniti predvsem mlajšo generacijo raziskovalcev in pa profesorjev na Univerzi v Ljubljani. Dostikrat so me spraševali, kje vidim priložnosti za univerzo. Seveda, če pišemo možnost, da bi dobili bistveno več denarja, najlažje je načrtovati prihodnost, če ima človek na voljo določena sredstva. Gospod ravnatelj tudi zelo dobro ve, kako bi lahko bilo. S kakšnim veseljem se bi lahko lotili izgradnje novega NUK-a, če bi bile tele finančne zadeve urejene na dolgi rok, ne samo za pripravo dokumentacij. Torej, jaz sem izpostavil, da je ta neizkoriščena priložnost univerze ravno v tej mlajši generaciji in mislim, da je naloga nas starejših, če sem jaz tudi že med njimi, da jim damo pravi čas priložnost. Obdobje 5 do 10 let po doktoratu je zame najbolj produktivno, najbolj ustvarjalno obdobje. Če v tem obdobju ne uspemo dati mladim zadosti priložnosti, bomo dvojno škodo naredili. Prvi zaradi tega, ker jih bomo nekako demotivirali in tudi kasneje, če pride to obdobje, ko bomo imeli priložnost, da bojo ustvarjalno delovali, bojo mogoče že preveč apatični. Se pravi, pravočasno vključevanje s predajanjem teh nekih odgovornosti v času kariere je, mislim, da izredno pomembno, ključno. Ne želim zdaj poudarjati, da so pomembnejši mlajši pa starejši, vedno kot vsaki stvari je pomembno ravnovesje. Če nimamo mladostne zagnanosti in pa izkušenj starejših, tudi ne bomo šli v pravi smeri. In tukaj mislim, da Univerza v Ljubljani ima še precej neizkoriščenega potenciala, predvsem je ta odgovornost na starejših,
da pazijo, kako se razvijajo te kariere pri tele generaciji, mlajši srednje generaciji, da bomo dejansko dobili pravi izkupiček te njihove energije, ki jo žarevajo na začetku svojih karier. Se pravi, to je zame primarna neizkoriščena priložnost Univerze v Ljubljani, ki jo moramo seveda v prihodnosti bolj izpostaviti. Potem lahko govorim o 3 temeljnih stebrih delovanja univerze. Izobraževanje, gotovo številka 1, znanstveno-raziskovalno delo in prenos znanja. Zanimivo je, da še danes znotraj univerze nekateri ne razumejo vseh 3 stebrov delovanja, oziroma bi želeli imeti samo enega ali pa 2, ne pa vseh 3. Vsak steber ima svoj pomen in svojo zelo jasno funkcijo. In odpirati razprave o tem, kaj se sme, kaj se ne sme, ali lahko profesori delujejo neposredno za okolje, ali imamo samo posredno vlogo preko izobraževanja na dolgi rok. Jaz mislim, da te razprave so zame osebno brezpredmetne. Točno vemo, kaj smo zapisali v končni fazi tudi v statutu univerze. In zdaj polemizirati o tem, kaj se sme, kaj se ne sme, kakšna razlika med temeljnim raziskovanjem, aplikativnim raziskovanjem, jaz mislim, da je to popolnoma jasno. Tako da seveda potem pridemo še na ta prvi del, če bi lahko tako rečem, pedagoški del. Bi celo rekel, da imamo tukaj še več težav, kot pa pri razlikovanju temeljnega in pa aplikativnega raziskovanja. In pa seveda pomenu različnih strok znotraj univerze. Naša univerza je celovita univerza. Pokrivamo praktično vsa področja znanosti in umetnosti. In mislim, da je dolžnost katerega koli področja, da zna razumeti pomen drugih področij. Nismo sami sebi namen. Ni posamezna znanost ali pa veda samozadostna. Vedno večkrat se bomo mogli povezovati in seveda izključevanje ali pa ustvarjanje umetnih razlik. Najbolj klasična je seveda humanistika, družboslovje na eni strani, naravoslovje in pa tehnologija na drugi strani. Ne, ravno obratno. Če ne bomo delovali skupaj, v bodočem razvoju ne bomo prišli tja, kamor si želimo vsi. Seveda govorimo o tehnološkem razvoju z izredno močnim poudarkom na humanistiki in pa na družboslovju. Danes, do sedaj smo to pretežno delali več ali manj ločeno in pa v prihodnje najbrž ne bo šlo več na ta način. Prej sem omenil izobraževanje. Izobraževanje ali pa delo, pedagoško delo, se mi zdi najbolj zapostavljeno na univerzi. Vsi znamo šteti članke, znamo šteti citate. Kaj je dober profesor? A znamo definirati številkami? Mi smo tako podvrženi številkam. Kaj je dober profesor? Kako lahko številsko odvrednotimo dobrega profesorja? Zelo težko. In vesel sem, da smo zdaj v zadnjem letu pripravili seznam nekih aktivnosti, ki bi jih moral profesor nekako bi moral slediti in na podlagi teh aktivnosti, to so opisne zadeve, ne gre spet za bibliometrično prikazovanje uspešnosti profesorjev. Dogovorili smo se, kaj so te vsebine in pa seveda na podlagi tega pričakujem v prihodnosti, da bomo dali bistveno bolj vrednotiti pedagoško delo oziroma da bomo enakovredno vrednotili odličnega pedagoga z odličnim znanstvenikom. Danes imam občutek, da če si dober kot znanstvenik, si zvezda lahko, če si dober kot pedagog, nekdo ob strani stoji in čaka, a mu bo kdo priznal to, da je dober, da je delal več študenti, ali bomo samo gledali tiste, ki imajo dokazano številkami neko uspešnost. Pomembna je seveda spet ta povezava, dostikrat govorimo o tem, kaj je vloga rednega profesorja, bi še eno habilitacijo peljali. Sem rekel, profesor je osnovna kvalifikacija, da gremo prosto v predavalnico. In dokler ne dosežeš rednega profesorja, moraš najbrž na 3 različnih področjih ali pa na vsaj 2 področjih pač nekaj pokazati. Ko pa si redni profesor, moraš biti pa nadpovprečen vsaj na enem področju. Vsaj na enem področju. Ne pa, da greš v sanatorij potem. To pravi, je precej izzivov, da ne bom predolg, omenil bi še samo položaj univerze v drugi. Vsi vemo, da je Univerza v Ljubljani svojo zgodovino bistveno prispevala k razvoju slovenske družbe v preteklosti, ne govorimo samo v zadnjih 100 letih, lahko bi šli še nazaj,
In dejstvo je, da bo ta vloga postala še pomembnejša v prihodnosti. Kako samo znanje? Kaj ima Slovenija kot potencial? Znanje. Vse ostalo je pač naravnih danosti, imamo seveda lepo okolje, lepo naravo, lepo deželo, ampak nimamo nekih naravnih dobrin, da bi to izvažali in brez znanja bomo težko šli ob bok najbolj uspešnih državam. In žalosti me dostikrat, da ne znamo tega prepoznati. Jaz lahko rečem, da vsi naši uspešni strokovnjaki, ki so šli v tujino, nikoli niso imeli težav zaradi tega, ker so izhajali iz Univerze v Ljubljani. Kvečjem je bila to prednost. So pa dokazali v tujini, kjer je pač drugačna organizacija, da znajo to znanje bolje povedati, kot pa znamo mi v Sloveniji. In še enkrat pozivam, znanje je prihodnost Slovenije in pozivam našo družbo, da ga izkorišča veliko večji meri, kot to počnemo danes. In pa še beseda glede vključenosti v globalne tokove. Univerze že dolgo niso več nacionalne inštitucije. So nadnacionalne inštitucije. Univerza v Ljubljani je v letošnjem, prejšnjem letu postala koordinatorica ene izmed odobrenih evropskih zvez. Utopija je akronim naše povezave. In jaz sem že napovedal pri pripravi nove strategije Univerze v Ljubljani, od leta 2021 naprej, bo to do 27 ali 25 se bomo še odločili. Jaz ne vidim te nove strategije brez sodelovanja s temi univerzami, ki so v naši povezavi. Se pravi, delujemo izven naših okvirjev, nekateri se že bojijo, kaj to pomeni, kaj so te nove bodoče zveze. Jaz sem izredno previden v napovedih, da bi kdo rekel, da je to nova univerza, recimo, ki bo sestavljena iz 6 obstoječih univerz. Včeraj sem slišal eno primerjavo v Bruslu, da so tudi napovedi, kam nas bo bolonjska reforma pripeljala, bile drugačne od tega, kjer smo danes. Tudi pri bolonjski reformi je bilo veliko skepse, nekateri so bili absolutno proti. Če pogledamo bolonjsko reformo, smo danes nekje vmes med tistih, ki so bili absolutno proti in tistim, kar smo dejansko želeli doseči. In jaz tudi pri teh evropskih univerzah, univerzitetnih zvezah vidim priložnost, predvsem zaradi tega, ker so geografsko uravnotežene te zveze in mislim, da je eden glavnih problemov Evropske unije ravno to neravnovesje med manj in bolj razvitimi članicami Evropske unije. Če ne bomo to uspeli te razlike zmanjševati, se potem najbrž nima smisla čuditi glede novih populizmov, glede novih trenj. In tudi včeraj smo se pogovarjali na Evropski zvezi univerz, kako se boriti proti populizmu. Najbrž ne s populizmom, ampak z vzroki, ki so pripeljali do populizma. Če ne razumemo vzrokov, se bomo težko borili proti populizmu, gotovo pa ne z argumenti, ker jih populizem ne upošteva. Torej, nekaj iztočnic je bilo podanih, ampak mislim, da je danes en poudarek na zgodovini, na tem, kaj smo ustvarili v zadnjih 100 letih, tako da bi jaz zaključil in pa seveda predajam besedo. Tudi jaz sem nekje vmes med prihodnostjo in filozofsko utemeljitvijo in tudi sicer sem človek, ki povezuje preteklost s sedanjostjo, tako da mislim, da ne bom zelo odstopal. Torej, najprej se moram zahvaliti vodstvu univerze, prejšnjemu in sedanjemu, da me je izbralo za avtorja zgodovine univerze ob tej častitljivi obletnici. To mi je v resnici v čast. Zahvaliti se moram seveda tudi vsem, ki so kakorkoli prispevali k nastanku te knjige, tako v slovenski kot v angleški izdaji. Ne bom našteval vseh, ker so zapisani v kolofonu knjige. Posebej bi se zahvalil le Primožu Vitezu, kolegu z fakultete, za vztrajnost pri pripravi publikacije in Boštjanu Botasu in Jerneju Kejžarju z Akademije za likovno umetnost. Ona dva sta poskrbela, da je ta knjiga poleg vsebine, ki vas bo, upam, vsaj večino zadovoljila, dobila tudi vrhunsko umetniško oblikovanje. Vizualna podoba knjige sledi tistemu, kar sem želel povedati, ne samo, da vsebino podpira, pač pa jo tudi umetniško nadgrajuje. To je v današnjem svetu, v katerem praktično knjiga nima več cene, njena likovna podoba pa je zgolj strošek, res redkost in tudi zato sem vesel, da jo predstavljamo v teh prostorih.
Zahvalil bi se tudi Davidu Lajmonu za ne samo izvrsten prevod, pač pa tudi koristne pripombe, s katerimi je veliko pomagal, da je besedilo razumljivo tujemu bralcu. Nam se je seveda zelo težko nekako utopiti, razmisliti, kaj neka beseda pomeni v tujem svetu. O Univerzi v Ljubljani in njenih fakultetah so bile doslej v različnih obletnicah izdane številne publikacije, ki so tematiko obravnavali z različnih zornih kotov. Mnoge so dostopne tudi na spletni strani Univerze. Enako velja za razstave in njihove kataloge in podobne publikacije, ki jih je večinoma pripravljal arhiv Univerze. No, tisto, kar je zanimivo, in tu sem pravzaprav našel svoj izziv, je, da nikoli ni bila napisana celovita in pregledna zgodovina Univerze enega avtorja. In tudi tiste, ki jih je v obliki zbornikov pisalo več avtorjev, so segale le do obdobja trenutne obletnice. Vsebinski izziv pri pisanju pa je bilo iskanje odgovora med dvema vprašanjima. Ali je bil nastanek Slovenske univerze le produkt obrambnih nacionalnih teženj, ali je morda imela univerza tudi višje ambicije in kdaj. Torej, Milan Vidmar, elektrotehnik in šahist, eden najvidnejših intelektualcev svojega časa, je bil prepričan, da ni naroda na svetu, ki bi mogel živeti brez univerze, kot tudi ni resnično človeka, ki bi živel brez duha. Bil je zagovornik nacionalnega pomena univerze, a hkrati zagovornik univerzalnosti znanosti in v časih, ko je politika ostro posegala v univerzo, kdaj pa sicer ni, branitelj ideje o njeni svobodi duha. Od tod sem tudi vzel ta naslov. Univerzo je imel za oster in potreben inštrument družbe, za institucijo, katere edini namen ni dajati državi in narodu neko število uradnikov, zdravnikov, odvetnikov, sodnikov in tako dalje, marveč je največji hram duha, tvoriteljica trajnih svobodnih vrednot, javna svobodna last svobodnega naroda. Torej v tem trikotniku med ohranjanjem slovenstva, univerzalnostjo znanosti in pravico do svobodnega ustvarjanja se tudi giblje zgodovina Slovenske univerze, ki je tu pred vami. Vsekakor je bila univerza v ustanovnem obdobju izraz obrambnih teženj. Temu cilju je bil namenjen tudi velik del predzgodovine, vse od revolucionarnega leta 1848 naprej. V kontekstu nacionalnega je bilo mišljeno tudi izobraževanje za poklice, ki so potrebovali visokošolsko izobrazbo, profesorje, pravnike, tehnične kadre in druge. Nekaj, kar pravzaprav kulturno naredi narod in kar so Slovencem v Avstro-Ogrski ves čas učitali, da nimajo kadrov, strokovnega jezika, strokovne literature, da so narod kmetov. Od tod cinične opaske na prelomu 20. stoletja v Dunajskem parlamentu, čez 100 let pa pridete spet z zahtevami o univerzi. V času med obema vojnama se je ukrepila znanstvenost, obrat k univerzalni znanosti, ampak tudi nacionalno univerzo je bilo treba ves čas braniti. V času druge svetovne vojne je v ospredje znova vstopil koncept obrambe naroda. Tokrat je bil v resnici eksistenčno ogrožen, univerza pa eden od centrov odpora. Ampak tudi tu ni šlo brez poudarka znanosti. Tehniki so osvobodilni fronti in na to gradnji države dali vse svoje znanje in iznajdljivost. To se kaže praktično na vseh področjih, od radija kričač do ciklostivnih tehnik, vrhunskega ponarejanja dokumentov, izgradnje baze 20 sredi kočevskih gozdov, ki je mimogrede imela elektriko, danes je pa nima. Jedro nastajajoče slovenske državnosti, na kar je treba spomniti v teh časih, ko se začenjajo proslave 30 let samostojne države, pa je gotovo bil znanstveni inštitut Osvobodilne fronte, ki ga je vodil kasnejši rektor univerze, dr. Franc Viter. Gotovo edinstvena institucija v vsej Evropi, sredi bojev snovati načrte o povojni ureditvi, pripravljati gradiva za dokazovanje o upravičenosti slovenskih zahtev po spremembi nacionalnih meja,
katerih robove od Rezije do Monoštra je tedaj osvajala slovenska partizanska vojska, je za današnje generacije, ko nismo zmožni dobiti niti ene mednarodne tožbe ali zgraditi Narodne in univerzitetne knjižnice, najbrž res nepredstavljivo. Moram pa vsekakor omeniti tudi umetnost, kar velja sicer za celo 20. stoletje. Zato sem še posebej vesel, da je knjiga opremljena z ilustracijami edinstvene zbirke slovenskih umetnikov Akademije za likovno umetnost oziroma univerze. Univerza ni le naravoslovna znanost, ni le humanistika ali medicina, je tudi umetnost, kar izhaja že iz prvotnega srednjeveškega koncepta univerze, katerega del so bile tako imenovane septem artes liberales. Seveda je idealizirana definicija univerze, recimo Willisa Rudija, da je ključna institucija zahodne civilizacije, ki ustvarja njene najbolj izobražene ljudi, prenaša in bogati učenje, oziroma je mehanizem za prenašanje dediščine zahodnega tipa civilizacije v veliki meri idealizirana. V stvarnosti so univerze proizvod vsakokratne družbe, v dobrem in slabem. Včasih jo potiskajo naprej, dostikrat so lahko mehanizem za izvajanje njenega razvoja. Tudi pojem univerzitetna avtonomija ima v različnih obdobjih različen pomen. Avtonomija pa je bila in je, kot veste, pogosto zlorabljena tudi od znotraj. Tu Slovenija pač ni izjema. Po vojni univerza ni bila več ogrožena, začel se je njen vzpon. Naravoslovni, tehnični in medicinski del je šel koncept socialistične ureditve družbe, humanistični je bil vedno malo sumljiv in tudi uporniški. O tem bo kakšno besedo gotovo spregovoril kolega Dolar, ki piše v svojem filozofskem eseju, nenazadnje pa tudi iz lastnih izkušenj. Obdobje po osamosvojitvi je obdobje podobnega samospraševanja kot ob nastanku. Je tudi obdobje, ko je pomoč in vloga univerze, znanosti v celoti in še posebej humanistike za slovensko državo še posebej pomembna. Živimo v dobi, kjer znanost prehiteva samo sebe, moralni in etični premisleki pa capljajo daleč zadaj. Smo v nekem obdobju absurda, v katerem smo po eni strani izpostavljeni totalnemu nadzoru globaliziranih anonimnih centrov moči, preko računalnikov, pametnih telefonov in televizorjev do kreditnih kartic in trgovskih kartic. Po drugi strani pa je državljansko zavest zamenjalo potrošništvo. Smo tudi v obdobju splošno razširjenega antiintelektualizma v slovenski in svetovni družbi. Ta ni od danes. Čeprav se tega ne zavedamo, se je gradil dolgo in sistematično in se kaže na številne načine. In kot je bilo rečeno, treba je iskati vzroke in ne posledice. Ne nazadnje, seveda je nekaj malega tega doživljala tudi univerza ob svoji stoletnici, čeprav moram na splošno izraziti visoko spoštovanje do objektivne pozornosti medijev. Ne morem pa ob tej obletnici še mimo druge obletnice, torej obletnice 30-letnice slovenske države. Obe se namreč nekako povezujeta ali dopolnjujeta. Z obema, torej tudi s to drugo, se bomo zgodovinarji na univerzi na našem oddelku za zgodovino zelo resno, znanstveno ukvarjali. Kakšna so naša razmišljanja, v katero smer gredo, lahko vidite že na Facebooku Slovenije 30 let. Moram torej opozoriti v tem kontekstu na zapravljeno, razprodano in uničeno intelektualno dediščino, ki jo je v času svojega obstoja ustvarjala ali soustvarjala ta univerza. Od številnih izumov, tehnoloških inovacij in svetovno priznanih proizvodov do arhitekture in dizajna, ki so ga ustvarili diplomanti in doktoranti te univerze in se je udejanjilo v slovenskih podjetjih. Ta so poleg jezika predstavljala identiteto slovenskega naroda in slovenske družbe.
praktično celotna ustvarjalna moč, ki se je gradila skozi 20. stoletje in je bila okostnica slovenske družbe, ko ta še ni bila država. Vse to je, kako paradoksalno, bolj ali manj izginilo prav z nastankom samostojne države. No, za univerzo ostajajo kljub drugačnemu kontekstu razmer, kot so bile ob njenem nastanku, tudi v današnjih časih enake dileme. Razpor med ohranjanjem nacionalne samobitnosti in univerzalnostjo, ki je zaradi globalizacije morda še večji, kot je bil tedaj. S tem povezan konflikt, torej med tistim, kar so včasih rekli narodnjaško in univerzalno znanostjo. Te ločnice, kot smo slišali, v resnici ni, ampak se ustvarja. Smisel obstoja in dejavnosti univerze, nekoč vprašanje, ali naj zgolj šole uradnike in učitelje, odtod tudi izrazi vse učilišče, pa dijak in ne študent, pouk in ne predavanja. Danes naj bi bila univerza predvsem prilagojena gospodarstvu in nekakšen njegov servis, torej vprašanje aplikativne in prave znanosti. Večno vprašanje avtonomije univerze, odnosa med politiko, univerze in politiko. Tu je seveda danes v prvi vrsti vprašanje denarja, ne nazadnje tudi zakonodaje. Spet bomo čakali, ne vemo dokdaj, na nov zakon, ki bi nam omogočil posodobitve raziskovanja in poučevanja. In ne nazadnje seveda vprašanje, koliko univerz, kje bodo te univerze. Tedaj je šlo za vprašanje, ali naj bi bila za celo novo ustanovljeno jugoslovansko državo dovolj ena, že obstoječa univerza. Po osamosvojitvi je politika ugotovila, da bi pravzaprav vsaka slovenska vas potrebovala, če že ne svojo univerzo, pa vsaj fakulteto, seveda zasebno, a s koncesijami in državnim denarjem. No, danes slišimo, da je tu popoln obrat, da se bomo povezovali navzven, da bo nastal nek konzorcij univerz, kar je seveda eksistenčno za tako majhno državo, kot je Slovenija. Pred predstavitvijo knjige me je novinarka vprašala, kje bi bila danes slovenska družba, država, če leta 1919 ne bi dobili prve slovenske univerze. Zamislimo si torej ob tej svečani promociji knjige za trenutek, kakšna bi bila ta družba brez osrednje univerze, ali pač danes univerz, da ne bomo krivični. Seveda bi še obstajala. Ljudje so se tukaj naseljevali in živeli od praskupnosti naprej in mirno shajali brez univerze. A najmanj, kar lahko rečemo, je, da ta družba brez univerze v Ljubljani ne bi bila slovenska družba. Hvala. Najprej res mi je bilo veliko čas, da so me povabili k sodelovanju pri tej publikaciji. Moj prispevek je po eni strani namenjen temu, da predstavim neko stališče humanistike, družboslovja, filozofije. Sam sem pač po profesiji filozof. Ampak po drugi strani sem nekako malo izkoristil ta prispevek, da bi reflektiral neko stališče svoje generacije. Jaz sem se upisal na Filozofsko fakulteto v jeseni leta 1960, v letu, ko je Ljubljanska univerza praznovala svojo 50-letnico. In šele v povabilu za ta prispevek sem se pravzaprav nekako malo zavedel, da celotna moja akademska kariera sovpada za polovico zgodovine Ljubljanske univerze. In glede na to, da smo v teh prostorih, v prostorih NUK-a, bom tem dodal, da moj oče, ki je bil dolga leta ravnatelj te institucije, njegov dobri duh se mi zdi še vedno malo naseljuje te prostore, da se je on upisal na Ljubljansko filozofsko fakulteto ob 10-letnici. Ob 10-letnici 25 ustanovitve univerze, tako da nekako Ljubljansko univerzo imamo svoj ime. Dobro, če govorimo o izkušnji neke generacije, ki se je upisovala v tistem času, 50 leti, leta 1969, to je bilo eno leto po maju 1968 v Franciji, to je bila dejansko generacija študentskih revoltov. Spomniti se moramo, da je bila maja leta 1971, je bila zasedba Filozofske fakultete, sam sem bil akterjev tega dogajanja, in pripadal skratka neke generacije revoltov, ki so se takrat dogajali po vsem svetu.
In nek občutek, ki je dajal nas takrat, to generacijo, je, da smo del nekega velikega globalnega dogajanja. Študentski univerze so bile neke nevralgične točke, neke simptomalne točke premisleka tedanje družbenosti in naša Ljubljanska univerza je bila absolutno del tega globalnega premisleka. In seveda so ta študentska gibanja postavljala svoje politične in socialne zahteve, ki so bile različne v različnih državah, v Ameriki, protest proti vietnamski vojni, recimo bil nek velik sprožitelj. Hkrati so pa postavljala pod vprašaj tudi univerze kot mesto produkcije vednosti in tedanje stanje, krizo vednosti, krizo napredka, krizo razmišljanja o tem, kaj so družbo naprej. To je konec koncev tisti trenutek po drugi svetovni vojni, ko se je ta povojni optimizem postavil. Čas za nek premislek. In kar zadeva zahteve tedaj študentskega gibanja glede univerze, ki bom zelo nakratko 3 točke. Ena točka je bila zoper, recimo, akademsko izolacijo univerzitetne vednosti. Vednosti, ki je zgolj sama sebi namen, fraza je bila takrat slonokoščeni stolp, univerza, ki je kot slonokoščeni stolp, ki se ne vključuje v živa gibanja dogajanja, spreminjanja družbe. Druga točka je bila kritika, recimo tega, ki bi lahko imenovali feudalni moment univerze, se pravi univerze v svoji okostenelosti ali hierarhizaciji. Smo takrat videli podaljšanje z birokratizacijo, ki smo takrat videli kot neko veliko coklo. In tretji moment so bile zahteve po demokratizaciji univerze. Univerza je bila takrat vendarle neko proizvodni kraj elite. V času, ko sem se jaz opisal pred 50 leti, je recimo 10% ali največ 15 neke generacije prišlo do univerzitetnega izobraževanja. Danes je ta odstotek tam 60-70%. Spravi, zgodilo se nekaj zelo velik, ogromno premik. Zdaj, če pogledamo, kaj se je zgodilo za temi zahtevami, kritičnim potencialom študentskega gibanja, upirjenega z univerzo, zoper takšno in takratno strukturo univerze, potem lahko vidimo, da so te zahteve pravzaprav uspele. Uspele so na nek način, ki je takrat v svoji naivnosti nikakor ne bi mogli predvideti. To, da se je akademska vednost in univerzitetno znanje implementira v družbo, da dobi svojo družbeno funkcionalnost, se je zelo hitro prevedlo v to, da mora na določen način ustrezati potrebam in zahtevam trga. Se mora povezati z gospodarstvom, da mora vsaka vednost pokazati svojo funkcionalnost in učinkovitost, svojo tržno vrednost. To, da se vednost postane nekaj, kar se zlahka transmitira in kar je merljivo. Merljivo z testi, merljivo z evalvacijami. Druga zahteva glede odprave hierarhije ali nekih avtoritarnega slučaja znotraj univerze se je na določen način izpolnila tako, da je sama vednost začenjala izgubljati avtoriteto in tista doba, v kateri zdaj živimo, je doba ne vednosti, ampak informacije. Informacijskih tehnologij. Tako bi rekli, več kot informacij manj vednosti. Še nikoli v zgodovini ni bilo toliko informacij dostopno toliko ljudem. Ampak informacije niso vednost. Tukaj je potreben ravno nek kritičen naboj, kritična refleksija, ki neke informacije lahko šele poveže v strukturo vednosti, v neko strukturo, kjer informacije šele dobijo svojo vrednost, svoj namen. In glede tretje točke, demokratizacije, pomenil sem že, da je prišlo v teh času, odkar sem se sam opisal pred 50 leti do danes, do neke neverjetne demokratizacije univerze, ne samo naše, govorimo o problemih, ki zadevajo moje izkušnje z Ljubljansko univerze, ampak govorimo o problemih, ki zadevajo univerze po svetu, globalna gibanja. Prišlo je skratka do masifikacije univerze. Še nikoli v zgodovini ni toliko ljudem da dostopno univerzitetno izobrazbo kot danes. Kar je seveda nekaj, kar moramo na vsak način pozdraviti, ker je strašno razveseljivo. Ampak po drugi strani se moramo zavedati, da je ta masifikacija nastala hitro in brez tega, da bi jo spremljali recimo ustrezni ukrepi širjenje
infrastrukture, financiranja, kadrov. In rezultat tega je, da s to masifikacijo so dejansko v času, pač odkar sem se upisal, pa v času mojega profesorovanja, so dejansko upadli standardni vrednosti. Tega, ker sem lahko pričakoval študentov pri 30-40 letih, danes ne morem več. Kar je rezultat, ker je nek stranski rezultat te masifikacije in tega, da v nekem trenutku, ko sem začel svojo kariero, sem imel v razredu 10, 12, 15 ljudi, v nekem trenutku sem predaval pred predavalnico 120 ljudi z mikrofonom, kar drugače ne bi slišali, smo postali fabrika. In o tem govorim zato, ker je seveda je ta demokratizacija vednosti zelo razveseljiva, hkrati pa je povzročila številne nove zagate. Kjer še ne sprevedila dva moja predhodnika, mogoče pa bi se s financiranjem ali nekim povečanim deležem pomembnosti, investiranje v razvoj univerze in znanosti, vendar je dosegel nek bistven korak naprej v tem pogledu. In zdaj kaj, če sklenem to na hitro, bi rekel, da je generacija, iz kateri sem izhajal, ki je bila generacija teh študentskih revoltov, malo paradoksno, da revolti proti univerzi spadajo v zgodovino te univerze kot zelo pomemben pravzaprav dejavnik. Je ta generacija študentskih revoltov takrat nastopila kritično tako do institucije univerze, kot postavila pod vprašaj tudi v času socializma nekatere predpostavke takratnega delovanja, globalne predpostavke takratnega delovanja takšne države. Želel bi si, da bi ta kritični duh, rekel sem, da so te zahteve takratnega gibanja vendar postavljene na določen način realizirane, ampak realizirane tako, da so povzročile številne nove zagate. Želel bi si, da je tisti kritični duh, ki je takrat veljal v istem režimu v 50 letih, da bi mu bilo mogoče biti zvest danes, da mu moramo ostati zvesti danes in da moramo razmerju do nekih zelo drugačnih razmer, ki vladajo danes, ohraniti isti kritični nagrad. Najlepša hvala vsem avtorjem monografije in seveda najlepša hvala tudi vam, spoštovani gosti, da ste se tega dogodka udeležili. Monografijo smo izdali v slovenskem in angleškem jeziku, prosti prodaji ni na voljo, jo pa imajo vse glavne in osrednje knjižnice v Sloveniji. In seveda preden se poslovimo, so naši avtorji tudi na voljo za vaše vprašanja. Če ima kdo še kakšno dodatno vprašanje, zdaj je čas, da ta vprašanje postavite. Izvolite. Potem smo očitno povedali vse. Hvala lepa.